Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa despojno prvo konkubino v državi Tino Gaber, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Preboj! Ne, to ni nov partizanski film, ampak prebita druga cev karavanškega predora tudi z naše strani. 2 leti za Avstrijci sicer, resorna ministrica Alenka Bratušek pravi, da si želi, da bi bilo prej, ne pove pa, seveda, da se je 2 leti čakalo zaradi njenega mecena, Stojana Petriča, alfo in omego kolektorja. Zakaj je bilo ob ponovnem preboju že prebite cevi za potrebe Goloba in kompanije ter televizijskih kamer potrebno uničiti tudi slovenski grb, ni znano. Znano pa je, kdaj se bomo po obeh ceveh hkrati čez tunel lahko zapeljali. Šele čez 5 let. Jupi. Sedaj pa se lotimo 99. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali svoboda govora, koliko še velja v Sloveniji. V Sloveniji je z ustavo zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Kako je s tem pod diktaturo svobode z velikim S, nam bosta povedali naša posebna gostja, predsednica Slovenske demokratske mladine Maribor Maša Medved in naša stalna komentatorica Norma Marija Brščič. Maša, Norma, dobrodošli v Faktorju. Živjo. Zdravo. Maša, zdaj ne vem, če je to povezan s tem, da občasno gostuješ v naši oddaji, ampak vendarle ne. Delaš na upravni enoti Maribor in pred kratkim je tvoj delodajalec za tabo poslal zasebnega detektiva. A nam lahko kaj več poveš o tej zagotovo neprijetni izkušnji? Izvoli. V bistvu sem en torek, pač zjutraj prišla normalno v službo, potem sem v roku 1 ure se začela ful slabo počutiti in me tudi vodja referata videla, pač da sem res bila čisto omotična. So prišli starši v službo celo po mene, ker nisem bila sposobna voziti, ker se mi je res vrtelo, pa pač res sem se slabo počutila. Čez 4 ure pa sem dobila domov na dom detektiva. Sicer sem bila doma, tako da pač načeloma za mene ni neka težava, je pa težava v bistvu v tem, da zakon o javnih uslužbencih v 33. členu v 4. odstavku predvideva, da mora biti zaposlen v javni upravi oziroma javni uslužbenec pred nadzorom obveščen oziroma še pred tem obveščen o tem, da sploh pač obstaja sum o zlorabi. Jaz nikoli nisem dobila nobenega pozitiva, da bi sploh bil kakšen sum, bilo kaj, tako da pač pa nikoli prej nisem niti zlorabljala bolniškega staleža, tako da mi je pač bilo vse skupaj zelo malo čudno. Po vsem tem sem seveda gospe načelnici poslala svoj dopis, nisem dobila odgovora, lahko pa v tem trenutku tudi javno povem, da sem jo prijavila za mobbing in da imamo kmalu tudi pač vse povezano okoli tega, tako da pač ja. Ampak zakaj recimo ti, Maša, misliš, da so ti pač, če si se slabo počutila v službi, verjetno nisi bila prva niti zadnja, ne, šla si domov, pa so ti tako hitro, praktično praviš v roku nekaj ur, so za tabo poslali detektiva. Verjetno niso iskali, ne vem, po telefonskem imeniku detektiva, to je moralo biti ali načrtno ali pa že vnaprej predvideno, ne? Jaz verjamem v to, da pač je bilo to vnaprej predvideno, verjamem, da se je samo čakalo, da pač pride do te situacije. Verjamem, da je bilo to predvsem iz strani načelnice poslano, bom rekla, sploh ne vem, kako bi to imenovala, v smislu predvsem diskriminacije. Zadnje čase se mi zdi, da tudi opažam, da pač me želijo utišati. Res je, ne delim istega mnenja kot pač vodstvo, ampak jaz še vedno mislim, da bi mogli pri nas zaposlene na upravni enoti deliti na sposobne in pač nesposobne in ne na to, kdo spada v katero opcijo oziroma kakšno mnenje ima kdo o čem. Tako da ja, jaz načeloma ljudi vedno delim na sposobne in nesposobne, delim jih na to, kdo je dober človek, kdo ima dobre namene v življenju in kdo ima slabe namene in verjamem, da pač tukaj so res bili, bom rekla, ne samo zlobni nameni, ampak celo hudobni. Verjamem, da pač je bilo to pokvarjeno iz strani vodstva. Verjamem, da so pričakovali od mene, da bom pač utihnila. Je pa dejstvo pri meni, da pač
jaz nikoli ne bom tiho, verjamem, da se ne borim samo za sebe, ampak da se borim za v bistvu tudi ostale zaposlene. Vem, da obstaja drugi primer, ki se mu je zgodilo identična zgodba in verjamem, da do takih stvari v javni upravi ne bi smelo prihajati. Itak imamo dejstvo je, v bistvu, ki je javno znano, da na upravnih enotah se v bistvu ljudje najraje prijavijo na razpis, zato ker itak smo pač res na minimalni plači. Dejstvo je, da pri nas na upravni enoti bi v bistvu delodajalec in vodje oddelka, tako kot tudi načelnica, bi se mogli za nas zaposlene boriti, ne pa da nas pač hočejo še teh nekaj malo, kar nas je, nas nekako hočejo dol potolči, no. In se mi zdi, da pač to ni fair, mislim, da bi se moglo to spremeniti. Okay. Norma, kaj se tebi zdi večji problem? Ali to, da načelnica upravne enote Maribor ne pozna zakona o javnih uslužbencih, ali to, da ne zaupa svojim zaposlenim in za njimi pošilja detektive? Mislim, oboje je zaskrbljujoče, mi pa pri tej celi zgodbi meni najbolj ven udarja to, da je v bistvu, tako Maša, kot si rekla, ne gre za to, a si dober delovec, a si deloven, a pač delaš tako, kot so ti rekla, da moraš delati, ampak samo, a si naš ali nisi naša, ne. Se mi zdi ta negativna selekcija, ko v bistvu je čisto irelevantno, kakšna je tvoja izobrazba, a so imajo ljudje, ki pridejo k tebi urediti stvari, dobro uporabniško izkušnjo. To je čisto irelevantno, pa njih je samo pomembno, a si naša ali nisi naša, ne, in kakor pokažeš mičkan hrbtenice, tako kot jo je recimo Maša, jih pač slej ko prej dobiš po punklu, tako kot nas je dobil po punklu že kar nekaj njenih tudi predhodnikov, ki se pač nismo uklonili tej Gleichschaltungi, v katero nas hoče vladajoča oblast ukalupiti. Ja, zdaj, Maša, kaj boš ti zdaj v bistvu naredila, ne? Zdaj verjetno v tem kolektivu težko vztrajaš, če je tak odnos vodstva do tebe, ali recimo pričakuješ, da bojo nadrejeni te načelnice upravne enote odreagirali in če se res izkaže, da pač ne pozna zakonodaje osnovne iz področja, katerega pokriva, verjetno težko ostane načelnica, ne? V bistvu sem oseba, ki verjame, da kot načelnik si ti prvi, ki mora spoštovati zakonodajo. V bistvu ti si nam vsem dejansko vzor in če ti tega ne spoštuješ, kako se pa lahko pač od zaposlenih sploh pričakuje, da bojo to spoštovali, ne vem. V bistvu in jaz pričakujem od njenih nadrejenih in od pristojnih organov, ki pač so dolžni posredovati v takih primerih in ki imajo informacije o tem dogodku, da bodo seveda svoje delo dobro opravili. Pričakujem, da bojo res pač natančni. In v tem primeru pričakujem tudi na nek način od načelnice, da prevzame odgovornost, da pač stoji za svojimi besedami na koncu dneva. Nova vlada je vedno govorila, da oni bojo za svojimi besedami stali, da bojo stali za svobodo izražanja, za svobodo govora in da bodo vedno pač odstopili v primeru, da temu ne bo tako. In jaz verjamem, da v tem primeru je bilo zelo daleč od bilo kakšne svobode. Verjamem, da je pač bilo to res diskriminacija. Verjamem, da se ne upošteva načelo enakosti. Verjamem, da se na nas res gleda kot samo na neko številko in verjamem, da tudi zato zaposleni na upravnih enotah stavkajo, zato ker so taki odnosi do nas kot do ljudi. Zdaj, Norma, kako smo prišli v situacijo, da recimo imamo načelnike upravnih enot, ki osnovne zakonodaje ne poznajo svojega področja dela? Ja, to je sledilo po principu negativne selekcije, se pravi, ni važen, koliko si sposoben, važen je, da si naš in potem te pač nekam namestimo, kamor se pač nam zdi in potem tudi, če ga tam biksaš na funkciji, ki je zelo pomembna, odgovorna, pač pokrijejo, ne, za take. In zelo težko je tudi karkoli spremeniti v smislu, da se, ne vem, to podobno bi rekla skoraj v vsej javni upravi, tudi učitelje, recimo, lahko dokažeš, da kaj vse grozne stvari delajo otrokom, ampak se tistega učitelja pač ne bodo odpustila, ne. Ker je pač zakoni so tako napisani, da zelo ščitijo zaposlene tudi v primerih, ko oni kršijo zakone, ko ne delajo tega, kar bi morali, tako kot, mislim, ko diskriminirajo in
pač zdaj tukaj smo, to, kar je Maša opisala, meni zveni kot izjemno toksično okolje. Se pravi, ni važno, kaj so zakoni, mi pač delamo tako, kot delamo. Potem pa je pač odvisno od, kot si rekla, se je tudi drugim to že predogajalo, marsikdo bi verjetno uklonil hrbet in še naprej ostal na položaju, samo da ne izgubi službe. Mi je pa všeč, da se mi zdi, da je to tudi malo s to generacijsko, s to novo generacijo, ki prihajamo zdaj na delovna mesta, da se malo spreminja ta odnos, da v bistvu gremo bolj v komercialen odnos. Jaz pridem v službo, če bo meni in tebi to ustrezalo. Jaz nisem, ni to zame usluga, da ti daš meni službo. To je pač nekaj, kar je cilj, mislim, kar je pogoj, za kar je vzajemna korist, se pravi, da ima oba dva nekaj od tega. Medtem, ko se velikokrat ti nadrejeni vodje obnašajo, kot da ti delajo uslugo, ko samo, ne vem, koristiš svoje pravice, recimo, ne vem, pravica do skrajšanega delovnega časa, pravica do dojenja med delovnim časom za doječe matere. Take stvari so velikokrat velika stvar, tak big deal, da dosežeš, pa bi moralo biti to, ker je v zakonodaji in tudi čedalje bolj se prepoznava pomembnost, recimo, te navezanosti zraven na otroka, podaljšanega dojenja, vseh teh stvari, tudi v končni fazi to, da so otroci čim več časa z mamo. Ampak, imamo pač v Sloveniji v 11. mesec kot neka meja, kdaj grejo otroci v vrtec. Ampak pač toksičnost se je pa zažrla že, po mojem, že v prejšnjem režimu in se bo zdaj, jaz upam, da s takimi posamezniki, kot je recimo Maša, ki se ne uklonijo, tudi jim, ne vem, verjetno grozili z tem, da te bodo vrgali službe, ti jih niso, ampak tako, dobiš tak občutek, da bi se te najraje znebila, in ti pa v bistvu ne igraš te njihove igre, ampak v bistvu vztrajaš pri resnici in zahtevaš, da jo oni spoštujejo in prepoznajo in v bistvu spremenijo način delovanja, ki je mogoče do zdaj deloval, ker se ljudje niso zavedali moči, ki jo imamo, ki so jo imeli, ki jo imajo. Mi pa v bistvu to spreminjamo s tem novim mindsetom oziroma z načinom razmišljanja in delovanja, ki ga imamo, in upam, da se bo to spremenilo. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, mogoče naši gledalke, gledalci iz področja Maribora preverijo na hitro doma, če tisto, kar so dobili na upravni enoti Maribor, sploh velja. Tako da ne nam iti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali pod diktaturo svobode z velikim S še velja svoboda govora v Sloveniji. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gostja, Maša Medved in naša stalna komentatorica Norma Marija Bršič. Pogovarjamo pa se o tem, kako je svoboda govora pod diktaturo svobode z velikim S. Maša, kako pomembno se tebi zdi osebno svoboda govora? Zdaj, že iz tega, kar si nam do zdaj povedala, vdaji bi rekli, da precej, ampak vendarle pač si mlad človek, mladi se ponavadi ne zanimajo, kaj dosti za politiko, za svoje pravice, recimo za svobodo govora. Kako so te stvari tebi pomembne in kako ti recimo nasploh vidiš stanje na tem področju pri nas sedaj? V bistvu meni je to verjetno ena izmed najpomembnejših pravic. Je v bistvu svoboda govora ravno zato, ker ne želim, da se nas zatira. Želim v bistvu, da pač se posluša naše mnenje oziroma se vsak odloči, kaj bo poslušal. Tako da pač meni je to zelo pomembno. Kako je stanje? V bistvu sem najdla en članek iz leta 2022, iz decembra, ko so imeli v Brdu pri Kranju en dogodek na temo svobode izražanja oziroma svobode govora, kjer je bivša ministrica Tatjana Bobnar povedala, da se nas v bistvu pri svobodi govora ne sme omejevati, da tudi če nekomu je škodljiva oziroma je na račun nekoga drugega svoboda govora škodljiva. Še to ne pomeni, da svobode govora ne sme biti.
v bistvu, kakva pa je trenutna situacija, pa se mi zdi, da pač nam že dosti to pove, da ima Nika Kovač svoj svet za sovražni govor, ki nas v bistvu omejuje, ki nas v bistvu cenzurira. In v bistvu jaz mislim, da vsa cenzura je res izredno slaba za vse nas. Zato, ker še vedno na koncu dneva, če ne bomo povedali, kaj si mislimo, kaj to pomeni, da moramo vsi slediti samo eni osebi, kaj to pomeni, da bomo živeli v enorežimskem sistemu, v bistvu, oziroma enopartijskem sistemu, verjetno ne. In v bistvu to bi nam moglo biti osnova pri vsemu. Ja. Zdaj, Norma, ti nikoli nisi skrivala svojega mnenja, ne? Ampak zdaj vendarle par let imaš mogoče s tem več izkušenj, kot pa Maša. A ti je kdaj žal, oziroma se vprašaš, mi je bilo tega treba, ko se recimo ozreš nazaj? Vemo, si bila aktivna v raznih referendumskih kampanjah, tudi šla na volitve in tako naprej. Tako bom rekla, če pač takrat, ko sem se odločila, sem se s polno zavestjo za vsako posamično dejanje, ki sem ga naredila, odločila, tudi ob podpori mojega moža. In po skupnem razmisleku, saj sva v 98% primerov tako ali tako zagovarjala in zagovarjava ista stališča. Si pa kdaj rečem, ja, potem, ko padeš v kolesje sodnih mlinov, ki meljajo zelo počasi in ti v bistvu načenjajo, tako kot človeka te načne, ne? Vsi ti postopki, pa potem pač, ko to traja, pa potem dobiš pošto, tista modra kuverta, pa imaš en tak mini srčni napad, pa potem, mi da z možem sem imela kar nekaj teh primerov in moram reči, da pri nas, ko poštar pozvoni, meni kar slabo mi rata, no, ko se v bistvu vsi ti občutki privrejo na plan in si včasih rečem, ja, kaj mi je bilo tega treba, ne, kakšna korist bo od vsega tega, ne, ampak potem si pa tudi rečem, nikoli, tega bo enkrat konc, slej ko prej ti mlini bodo zmleli, kar bodo zmleli. Jaz sem se postavila zato, kar sem verjela in to se mi zdi največ, kar kot človek lahko narediš, ne. Zdaj, a bi šla do konca, do smrti, do, ne vem, izgnanstva, to ne vem, ampak vsekakor pa v mejah, do katerih sem šla, mi ni žal, ker se mi zdi, da je v bistvu pomembno, da branimo naše pravice, tudi še posebej takrat, ko v bistvu nam jih hočejo omejiti, ne. Sej za tiste pravice, ki nam jih avtomatično priznavajo, pa za katere se ni treba boriti, se tudi nam ni treba za njih bojevati, ker so avtomatične, ampak te mejne stvari, ki pa lahko kar čutimo, kako se oži ta prostor naše svobode, to se mi zdi pa pomembno, da v bistvu vztrajamo in gremo tudi proti in tudi, da v bistvu plačamo ceno, ki jo zahteva to, da obranimo naše pravice. Še en paradoks se mi zdi, moramo načeti, ki velja za našo družbo danes, to pa je, ne, da se dostikrat pravice do svobode govora poskuša omejevati s preprečevanjem sovražnega govora, to si ti že Maša omenila, ne, ampak po drugi strani pa sta ravno vi dve bile večkrat eklatantni žrtvi sovražnega govora. Kako vi dve to komentirate? Jaz bi rekla to, začela bi v bistvu s tem, da pravica, da nisi užaljen, ne obstaja, ne. To se mi zdi še bolj kot ta sovražni govor, je v bistvu to, jaz sem se ob tem slabo počutil, zato nočem, da ti to govoriš in zato ti bom jaz prepovedal, da to govoriš, ne. Ker to je zelo, pač nikamor ne pridemo s tako mentaliteto, ker vsaka stvar lahko nekoga prizadene. Recimo bom dala čisto en oseben primer. Jaz sem odraščala brez očeta, ko sva se poročila z mojim možem, pač moj oče ni pelal po cerkvi in me predal možu. In mi je hudo, recimo, ko vidim, ne vem, ko se kakšna kolegica poroči ali pa ko vidim v kakšnem filmu, mi je hudo, ker je pač to nekaj, česar jaz ne bom nikoli doživela, ker je pač moja družina taka, kakršna je, ampak nimam pa jaz zato zdaj pravice iz vseh filmov izbrisati te prizore, pa spremeniti stoletno obredje cerkvene poroke, da pač oče pripelje hčerko do oltarja in jo potem preda ženinu, ne. Recimo, čisto ena taka stvar, pa meni to, jaz se lahko tam jokam, pa se počutim zelo slabo, ker tega ne bom nikoli doživela in sem potem še en teden čist fertik.
ampak to ne spremeni dejstva, da pač svet gre naprej, nimajo vsi takih travm, kot jih imam jaz in niso dolžni se ljudje prilagajati svojega načina življenja zato, da se jaz ne bi počutila slabo. In ravno tako je tudi glede vseh ostalih tematik, o katerih določeni posamezniki kričijo, da je to sovražni govor, da se oni počutijo slabo in da pač to, kako se ti počutiš ob izvajanju nekoga drugega, je čist irelevantno in če se pač ne moreš zadrževati, pejte se domov pa se zjoki. Sej nisi dolžen poslušati nekoga, ki ti govori stvari, o katerih se jokaš, če pač ne preneseš resnice. Ali pa tudi, če jo preneseš, pa pač je to neka tvoja osebna rana, travma, kakorkoli, pač kar ti povzroča nek čustven stres. Sej pač je tvoja naloga, da ti zase poskrbiš, a ne? Ni moja naloga, da jaz zate poskrbim, če se ti jokaš, ker jaz rečem, da je prav, da ima otrok mamo in očeta. Pač pa je tudi mene to velikrat prizadelo, ker jaz nikoli nisem imela očeta in oče, ni nikoli opravil te funkcije, ki sem si vedno želela, da bi me, ne vem, naučil voziti avto, da mi pokazal, česa sem vredna, kako se mora moški do mene obnašati. Vseh teh stvari, ki se mi zdi, da je nekak očetova naloga, da hčerko nauči. Pa pač jaz tega nisem imela, ampak ne morem zdaj pa kar zapovedati, da noben to nima, ali pa da vsi to imajo, ali pa da moram imeti zdaj pa eni dva očeta, da bo vsaj eden, da bo to izpolnil, ali pa... Ker to je non sequitur, ne? Pač moja izkušnja je moja izkušnja in moja naloga in moja odgovornost je, da jaz poskrbim zase. Je pa seveda pri svobodi govora meja pač pozivanje k nasilju, to pa absolutno, tega pa jaz nikoli nisem počela in tudi večino ljudi, ki so preganjani zaradi svobode govora, niso nikoli pozivali k nasilju, ampak je šlo vedno za to družbeno prosekucijo in pač nestrinjanje po principu vaši, naši lahko povejo vse sorte zmerljivk in žaljivk in kletvic, recimo čisto, če se spomnimo vseh pač proti katolikom usmerjenih izjav, pa ni noben bil nikakor, se pravi, ni šlo v to v sodno preganjanje. Medtem ko so pa recimo Tadeja Strehovca pa preganjali, ker je rekel, da pač moški in ženska ustvarita otroka, torej ima otrok biološkega mamo in očeta in je pač to pa bil že sovražni govor, ne? Se pravi, je to spet ena od prijemov, se pravi, teh vladajočih za zatiranje nasprotno mislečih. Pri čemer imajo seveda, tako kot ponavadi, dvojne standarde za naše in vaše in se pravi, to miselno policijo skušajo vesti, da mi si v bistvu ne bi niti upali več misliti stvari, zaradi ki niso v skladu z njihovimi agendami, zato da bi v bistvu se izognili potencialnim družbenim negativnim posledicam, če bi o teh stvarih razmišljali ali bog ne daj kaj rekli ali zapisali. Ok. Maša, kaj ti praviš na to? V bistvu sem konstantno žrtev tako imenovanega sovražnega govora po njihovih standardih. Če gremo brati moje komentarje na X oziroma bivšem Twitterju, je to živ dokaz, da v bistvu nekateri lahko vse, drugi pa ne smemo reči niti ne smemo reči, brez da bi nam nekdo prišel pa bi bil tak, to je sovražni govor, vi ne morete tega govoriti. V bistvu jaz verjamem, da to ni sovražni govor, tudi komentarji pod mojimi fotografijami, v bistvu niti pod nobeno objavo, jaz to nič ne jemljem kot sovražni govor. Jaz verjamem, da vsak posameznik pač ima svoje mnenje, v redu, ok, to je tvoje mnenje, moje je pač drugačno, iskreno mene osebno tuje mnenje glih ne zanima, jaz vedno rečem, sama plačam svoje račune in dokler jaz plačam račune, bo pač to, kaj jaz mislim, pri meni veljalo in v bistvu se ne oziram na njihove nesramne komentarje. Verjamem pač, ok, dobro, svobodni govor, to je to. V bistvu si ne jemljem tega k srcu in pač ne razumem, zakaj so nekateri ljudje tak fejst prizadeti od vsakega komentarja. V bistvu nekomu lahko reče samo zdravo, pa je že problem. V bistvu se spomnim, ko me 8. marec, Inštitut 8. marec objavil gor na Facebook zdaj že parkrat zaradi tega, ker naj bi širila sovražni govor. Vem, da ena izmed mojih teh sovražnih objav je bila takrat, ko je Uroš Urbanija bil odstavljen za direktorja RTV-ja.
In vem, da so me takrat sem jaz napisala objavo podpiram Uroša Urbanijo, oziroma nekaj v tem smislu. Oziroma, vsi smo Uroša Urbanija, sem napisala. In potem me 8. marec seveda označil, to je sovražni govor, tega ti ne moreš. So me seveda prijavili, v bistvu Facebook mi je odstranil to objavo, Twitter mi tak ni, oziroma X mi ni. In ja, v bistvu to pomeni, da bi jaz lahko vse komentarje dejansko prijavila, ampak enostavno za mene bo vedno veljala svoboda govora, verjamem, da pač okej, to je tvoje mnenje, v redu, pač jaz na tvoje mnenje ne želim vplivati, niti se ne obremenjujem kaj pretirano z njim. In to je to, v bistvu verjamem v svobodo govora in verjamem, da bi v to mogli vsi verjeti. In ti, ki so trenutno na sliki, vem, da ne verjamejo v svobodo govora in želijo naše pravice omejevati. Čeprav se imajo za velike zagovornike pravic. Ja, mogoče verjamejo v svobodo lastnega govora, manj pa v svobodo govora drugih, ne? Ampak predlagam, Norma, Maša, da si zdaj pogledamo en posnetek javnega nastopa v nekem predreferendumskem soočenju na TV Slovenija, enega najvišjih nosilk oblasti ta hip v Sloveniji, donedavno tudi podpredsednice Gibanja Svobode, predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Poglejmo. Gremo naprej, gospa Klakočar Zupančič, imate besedo, če lahko prosim, samo malo. Hvala lepa prosim za besedo. Jaz bi sam želel reči. Ne morete zdaj besede, gospa Klakočar. Prosim, gospa Klakočar Zupančič. Jaz moram reči, prosim, kulturno razpravo bi prosila. Razen gospoda Kovačiča, ki si zelo očitno želi dobiti besedo, vse druge sem slišala in moram reči, pred sabo imam, jaz seveda vaju dveh pa še nisem, zato vaju ne bom vključila, cvetober klenih mož, katerih besede in dejanja dejansko temelijo na ksenofobiji, homofobiji, delno mizoginiji in pa epistemofobiji. Dragi moji gospodje, to ste vi, poglejte si svojo podobo. Gospa Klakočar Zupančič. Poglejte si, taka je vaša podoba. Vi ste tukaj sedite in zganjate propagando, ki ne spada več v ta čas. To, kar vi delate, je sovražni govor. Zdaj, Maša, Norma, če zanemarimo očitno, da gospodje ne sedijo, da stojijo, ampak pustimo šalo na stran. Kako si vidva razlagate zdaj pač ta nastop predsednice Državnega zbora pa vsebino tega, kar je povedala? Mislim, meni to je eno pravo izbruh sovraštva, tudi to, da reče temale dvema, ki jih sploh še nisem slišala, ampak vemo, ker da za njih to tudi velja, ne. Se pravi, preden ex ante sta ona, da sploh preden sta karkoli povedala, jih je ona že kar obtožila vseh teh obtožb. Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si, ne, očitno. Po tem principu. In v bistvu sama pri sebi ne vidi nič sovražnega, ne. Tudi to, da v bistvu uporablja najhujše zmerljivke, v bistvu se ne zdi to normalno, tako kot se je recimo nekaj let nazaj temule Kordišu zdaj normalno, da pač v tweetih napiše hashtag bash the fash, se pravi udari fašista, kar je recimo eksplicitno pozivanje k nasilju, ampak ne, to je bilo samo družbeno gibanje, to je bil samo trend, vedno potem najdejo neke take za rep privlečene izgovore, s katerimi opravičujejo svoje dejanja in še bolj očitno povečujejo ta razkorak med standardi za ene in za druge, torej za naše in za vaše, kar je, mislim, jaz sem zdaj tega že vajena, ker je to postalo že tako očitno, ampak se pa spomnim, ko sem bila na take stvari veliko bolj občutljiva in se mi je zdelo, me veliko bolj motilo in se mi je zdelo grdo, ampak pač vidim, da vladajoča elita v naši državi si pač ne zna z argumenti utreti, se pravi, poti do zmage v nekih pogovorih, zato pač se raje poslužuje argumenta moči nadvlade in ostalih manipulacijskih tehnik, s katerimi si potem nekako priborijo to kvazi zmago oziroma potrjujejo svojo večvrednost in svojo višjo moralnost in tako naprej, kar pa seveda vsak, ki ima 3 sekunde pa 2 možganski celici, takoj spregleda. Maša, zdaj ksenofobija, mizoginija, celo epistemofobija, ne? A je to sovražni govor, kar si je privoščila predsednica Državnega zbora?
Zdaj bom jaz tako rekla, verjamem, da je ljudem vse to skupaj zanimivo in verjamem, da ljudje to take izpade pri njej zelo radi gledajo. V bistvu nekaterim se zdi celo smešno, nekaterim celo simpatično. Ampak na koncu dneva, dajmo pač enkrat se postaviti v tuje čevlje in verjamem, da če bi kaj takega bilo kdo iz desnice izrekel proti njej, bi bilo to avtomatsko sovražni govor. V bistvu pri njej pa vse to skupaj samo svoboda govora. Ampak pač za mene osebno, v bistvu, dokler ne tako kot je že Norma rekla, v bistvu dokler ne pozivaš k nasilju, je zame to vse skupaj svoboda govora. Jaz verjamem, da v bistvu tudi oni bi lahko njej marsikaj očitali, pa ji niso. Zaradi tega, ker pač gospodje imajo kulturo, ona tega pač ni navajena in verjamem, da če pač ti kot oseba nisi preveč kulturna, kar se tudi po marsikateri njenem dejanju vidi, pač enostavno lahko rečem, to je samo nekulturno, je pa to še vedno svoboda govora. Ona ni nikogar pozvala, dajmo te gospode odstraniti ali pa bilo kaj takega, v bistvu to je za me še vedno svoboda govora. In naj jo ima, dokler jo želi imeti, v bistvu pa s tem kaže samo kot oseba svojo kulturo in to tudi nekako to. A je mogoče problem po vajnem mnenju, da je ona pač predsednica državnega zbora? Zdaj sicer tle je sodelovala v neki izrazito strankarski kampanji, prvič, a je to smotrno, se to spodobi ali ne, da zdaj temu nismo bili priča, ne? Po drugi strani pač je predsednica državnega zbora na nek način pač predsednica vseh poslancev in pač vemo, da so poslanci različnih političnih prepričanj, različnih političnih strank in tako naprej. Kako recimo ta vidik njenih javnih nastopov vidve komentirati? V bistvu jaz bi glede tega tako rekla. V bistvu mi smo bili do zdaj navajeni, da imamo za predsednika državnega zbora nekoga kulturnega, nekoga, ki se zna obnašati, ki zna govoriti, ki v bistvu ima nek nivo. Zdaj pri temu pač tega ni. V bistvu, kar so si ljudje izbrali, to pač enostavno imajo. V bistvu imamo neko TikTok senzacijo in v bistvu njena TikTok senzacija je to, da se ljudje iz nje norčujejo. Tako da pač kar smo izbrali, to pa imamo, ne. Jaz druge besede nimam, v bistvu meni je to totalno, kako bi rekla, v bistvu zelo sramotno za celotno državo, za vse nas. Malo me je sram, ko vidim, kak je njen zunanji obisk. Mi je tudi iskreno povedano malo zaskrbljujoče. V bistvu, kaj si ljudje sploh mislijo o nas. Verjamem, da nas v bistvu niti noben ne jemlje preveč resno ravno zaradi takih in podobnih ljudi, zaradi posvajanja opic in podobne zadeve. V bistvu se pa sprašujem, kako bi bilo, če bi pač v bistvu bilo kdo izmed teh zunanjih politikov videl njene izpade, ki jih ima po televiziji, v bistvu bi bilo verjetno še huje. Norma? Mislim, ona je odraz naše družbe, no. Se mi zdi sploh te politike in to, kam negativna selekcija državo pripelje, ko v bistvu na najvišje položaje v državi pol pridejo taki ljudje, ki se ne znajo niti slovnično, niti besedotvorno pravilno izražati, k vprašanje, če je gospa sploh vedela, kaj so vse te besede pomenile. Se zelo dvomim v to, da ve pomen in definicijo vsake od omenjenih. Bi pa mogoče še, mislim, koliko še velja svoboda govora v Sloveniji, že celo oddajo prebiram in bi to povedala, ne, svobodo govora v Sloveniji imamo, ne, ti lahko govoriš recimo o ciganih, ampak moraš povedati, da so to ljudje, ki so zelo delovni, ki so zelo si prizadevajo, da bi se integrirali v našo družbo, spoštujejo naše zakone, okolje, njihovi sosedje so nadvse veseli, da jih imamo, da jih imajo za sosede. O migracijah lahko poveš, da je to ena ogromna obogatitev za naš narod, da brez teh temnopoltih priseljencev bi Slovenija in Evropa verjetno dokončno potonila, da odkar so pri nas praktično pobirajo vse Nobelove nagrade za svoje dosežke, da so svojimi izumi in intelektualnimi sposobnostmi nas rešili pred tehnološkim mrkom, v katerega je že počasi padala Evropa. Da imamo, hvala Bogu za Legebitro in Inštitut 8. marec in ženske svetovalnice, da naše otroke učijo, da si je nujno za srečno življenje naučiti, kako se piha v rit.
in da kako je to pomembno, da se otroci s posebnimi potrebami pri 4 letih naučijo samozadovoljevanja. To so osnove naše civilizacije, osnovne vrline in sposobnosti, ki jih mora danes človek imeti, da v tem svetu prosperira. Lahko poveš o Židih, da to so zelo delovni ljudje, ki imajo našo dobrobit v prvem planu in si bolj kot karkoli drugega prizadevajo vzpostaviti eno dobrobit in dovolj vsega obilja za vse zemljane. In če vse te stvari tako poveš, kot sem jih jaz povedala, potem je svoboda govora zate absolutno neomejena in lahko o tem govoriš dan in noč. Če pa se v kakršnem koli odtenku od tega distanciraš, potem pa pač bolj, da se zakriješ nekam v klet in ne prideš več na plano. Ampak zdaj, če nadaljujemo, Maša, tukaj, kjer je Norma končala, ne? Če ne govoriš tako, kot je zdaj Norma govorila, kaj potem? V bistvu se ti zgodi nekaj takega kot meni, verjetno, kot te v bistvu želijo zatreti, te želijo na nek način se te tudi rešiti. V bistvu jaz verjamem, da v bistvu so se oni mene takrat želeli rešiti, ampak jim ni uspelo. Vprašanje, kaj bi bilo, če bi jaz res kršila bolniški stalež, to je drugo vprašanje, ampak glede na to, da pač ga nikoli ne, se v bistvu s tem ne obremenjujem preveč, ker jaz sem še vedno delala vse po zakonodaji, nekdo drug pač ni. In verjamem, da nekaterim, ki ne delajo vse po zakonodaji in imajo točno takšno mnenje, kot je Norma povedala, je dovoljeno vse. Meni kot nekomu, ki pač malo odstopa od vseh teh mnenj, pa ni več dovoljeno toliko, kot bi mi lahko bilo. In verjamem to, da v bistvu ni za vse enako. Norma, Maša, kaj bi vidve povedale v zvezi z našo današnjo temo svojim vrstnikom, če sploh kaj? Jaz bi svojim vrstnikom povedala samo eno stvar. Vedno, ampak res vedno se borite za svoje pravice in nikoli ne dovolite, da vas bilo kdo utiša. Pa če je potrebno za to res iti na konec sveta, idite. Če to pomeni, da izgubite službo, boste že našli drugo. Vseeno, samo da se borite za svoje pravice. Ker pravice so za to, da se jih spoštuje in to so naše pravice. In če se jih ne bo spoštovalo, vam lahko vzamemo bilo katero pravico. Tega pa si verjetno noben od nas ne želi. Tako da to je edino, kaj bi jaz svojim sovrstnikom in nasplošno tudi vsem ostalim zaposlenim v javni upravi povedala: ne se bojte, delajte po zakonu, v skladu z zakonodajo, vsaka stvar se res izrecno držite zakona, tako kot je napisano, tako mora biti. In v bistvu enostavno naše pravice pa so še vseeno naše pravice. In to je to. Okay, Norma. Jaz bi se strinjala s tem, kar si Maša povedala. Ob tem pa, če padete slučajno v kolesje sodnih mlinov, ki meljejo počasi in imajo neomejena finančna sredstva z namenom, da vas uničijo, je pa zelo pomembno tudi skrbeti za svoje mentalno zdravje, da se pravi, da imaš nekoga, da imaš v bistvu to podporno vas, ker sam te bitke biti je zelo naporno. Jaz lahko rečem, absolutno brez moža ne bi tega zmogla in mi je v veliko uteho in pomoč in podporo, da v bistvu sva oba dva skupaj v tem. Zdaj tudi, če mogoče, ne vem, ste vi edini, ki to doživljate, pa nimate nobenega tazga vizavija, s katerim bi lahko podelili, pa da bi vas razumel. Najdite si mogoče, ne vem, se oglasite ali meni v inbox, verjetno bi tudi Maša znala kaj svetovati iz svojih izkušenj. Pa v bistvu opolnomočite se, da v bistvu vas te bitke ne bodo uničile, da vam ne bodo skrajšale življenja, da vas ne bodo naredile črnoglede, depresivne, anksiozne, ampak da v bistvu še vi vedno poskrbite najprej zase in pač seveda se tudi borite za to, kar je prav. Ja, ravno to sem želela reči. V bistvu vedno mi lahko pišete na Facebooku, na Instagramu, v bistvu povsod, kjer je tole možno. Jaz vam bom vedno, če vam bom le znala, pomagala. V bistvu zelo rada pregledujem zadnje čase tudi zakonodajo in to me zelo zanima. Tako da v bistvu
glede tega vam lahko res nekatera pametna nasveta dam, pa tudi mogoče kakšno izkušnjo. Ok, jaz bi dodal samo to z našega vidika, da upam, da državni regulator te naše oddaje, v kateri ste pač dame imele prepričljivo večino, ne bo označil kot sovražno do žensk. Maša Medved, Norma Marija Brščič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali še velja svoboda govora, že 1007. Faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kako varna je dejansko Slovenija. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.